Dragi dijaki, dragi dijakinje, lepo pozdravljeni in dobrodošli na informativnem dnevu oddelka za biologijo. Zdaj, žal smo danes z vami takoj nadaljavo, vse tega ste verjetno v zadnjem obdobju vajeni, ampak se bomo kljub temu po naših najboljših močeh potrudili, da vam res na čim bolj zanimiv in interaktiven način predstavimo naš študij biologije. Zdaj, tako kot za vas je tudi za nas to nekaj povsem novega, zdaj v prvi rundi dopoldne smo se že malo naučili, smo imeli par tehničnih težav, ampak verjamem, da smo zdaj pripravljeni na vse in bomo tole super speljali tudi z vašo pomočjo, ampak če bo pa kakšne težave, se vam pa opravičujem, smo le biologi, ne računalničarji, tako da bomo vse rešili. Skratka, mogoče za začetek samo par besed o tem sistemu, danes smo se priklopili na tale videokonferenčni sistem Cisco Webex, ki vam mogoče ni tako poznan, ampak vsej verjetno ste že opazili, da je zelo podoben kot tisti, ki jih verjetno tudi vi uporabljate v svojih šolah. Skratka, tukaj na ekranu imate eno opcijo mikrofončka pa kamere, da se boste pa na koncu lahko kaj oglasili pa nas vprašali, če boste želeli. Potem malo bolj desno je taka tipka rdeča X, te ne želimo, da pritisnete, ker nas boste pa zapustili. Čist tamle desno imate pa opcijo chata, torej klepetalnika, in če se vam bo že vmes kakšno vprašanje porodil, lahko brez problema tja napišete in vam bomo na koncu odgovorili. Sicer ste pa tudi res vabljeni, da sodelujete in da potem, ko mi končamo tale naš začetni uvodni del, tudi sami nas kaj vprašate ali pa se malo pogovorite z nami. Tako da ja, toliko mogoče na kratko o tem samem Cisco Webexu. Ko bom jaz zaključil tale moj del prvi in predal besedo naslednjemu govorcu, bomo odprli za vas eno anketo, ki jo boste prav tako tukaj v chatu izpolnili in vas prosimo, da jo pač izpolnite, nič tazga anonimna, samo napisali boste, iz kje prihajate in kateri letnik ste, ker rabimo to za svoje evidence. No, tukaj z moje strani, zdaj pa, da vam nakratko predstavim vse osebe, ki vas bojo zdaj v nadaljevanju nagovorile. Torej, z nami so naš prodekan, profesor dr. Peter Trontelj, potem predsednica študijske komisije na našem oddelku, docentka Martina Bačič, ki je odgovorna za študijski proces na našem oddelku in bdi nekako nad tem študijem biologije. Za konec vas pa nagovoril še predstavnik študentov, danes je z nami Vid Savnik, ki vam bo predstavil iz svojega vidika študij biologije in pa tiste obštudijske dejavnosti, ki vam jih ponujajo na našem oddelku. Poleg tega so pa z vami tudi organizatorja tega dogodka, asistenta Anastasija Panevska, ki se bo malo kasneje predstavila, in pa moja malenkost Jure Mravlje. Za tem delom, se pravi telih nagovorov, pa ki vam bo malo predstavili študij, vas lepo vabim, da seveda ostanete z nami, ker bo sledilo tisto, kar je verjetno za vas še posebej zanimivo, ker si boste lahko primerno ogledali naš filmček našega oddelka, ki smo ga pripravili prav za vas, za ta namen, ker žal ne morate biti danes tukaj pri nas, da bi vam pokazali našo hišo, naše laboratorije, naše raziskovalno in pedagoško delo. Zato smo se res vsi zaposleni na oddelku potrudili in sam za vas pripravili ta filmček, ki si ga boste potem v nadaljevanju ogledali, in verjamem, da bo vsak izmed vas našel nekaj v njem, ker smo v bistvu zajeli res vse, od molekulske biologije, botanike, zoologije, ekologije. Skratka, res predstavlja se vam bojo vse delovne skupine in vse katedre na našem oddelku. Po tem filmčku pa, kot rečeno, bo pa v bistvu čas za vas, bomo pa odgovarjali na vsa tista vprašanja, kar vas še zanima, kar ne boste izvedeli. Tako da res vabljam, da ostanete z nami in nas še kaj vprašate, če ne drugega, pa vsaj malo poklepetate z nami, mogoče v popoldanskem čaju ali pa kavici. Tako da, evo, jaz vam zdaj s tem delom zaključil, zdaj vam bom jaz počasi odprl anketo in predajam besedo našemu prodekanu, profesor dr. Petru Trontlju. Lep pozdrav, lep dober dan, dobrodošli, drage dijakinje in dijaki, še v mojem imenu in seveda v imenu celega oddelka za biologijo. Prodekan, na to sem prej pomislil, da mogoče to vam kot dijakom niti še ne pove čisto točno, kaj to pomeni. To je neke vrste ravnatelj kot v srednji šoli, sam da mogoče malo manj strok. Nekaj osnovnih misli o tem, kaj in zakaj, kaj je študij biologije in zakaj se ga splača upisati točno ta študij biologije na točno tej hiši, to se pravi oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Seveda moram kot prodekan narediti malo reklame.
Torej, dva glavna razloga sta. Prvi je, da je študij biologije oziroma biologija že sama po sebi tista najbolj zanimiva veda, najbolj zanimiva stvar, ki se jo sploh da študirati na svetu. Malo v šali, ampak resnično so znanja biologov, tista znanja, ki so ta trenutek v svetu morda celo najbolj potrebna, zato da človeštvo obstane, da si bomo še naprej lahko na tem planetu delili naravo z drugimi biti in seveda tudi na ta način naš lasten obstoj zagotovili. Drugi razlog, predvsem zakaj študirati točno v tej hiši, zakaj pa ne tudi recimo na kakšni drugi univerzi, ki podobne programe nudi v Sloveniji, zakaj ne kakšen drug program, ki je tudi naravoslovno, biološko, biotehniško ali pa podobno obarvan. Tukaj moram pa povedati, da imamo kar dobre reference v okviru Slovenije, sigurno pa tudi mednarodno, namreč gre za neskromno rečeno najboljši študij biologije, ki ga lahko v Sloveniji izberete. Gre za študij, ki ga poznajo delodajalci, diploma iz oddelka za biologijo je znana in cenjena, gre za tradicionalno obstoječ študij, tako da zagotovo, če vas to zanima, boste s tem na dobri poklicni poti, na dobri poti k službi ali pa k nadaljni znanstveni, raziskovalni ali kakršni že koli karieri. Kot bodoči biologi, kot bodoče biologinje in biologi, boste dobili sigurno najširši možni vpogled, najširšo možno izobrazbo o živih bitjih. Tukaj bi spet takoj na začetku povedal, če vas kaj zelo specialnega zanima, če vas recimo mikrobiologija bolj kot širša biologija, gozdarstvo ali pa še kaj drugega, potem veterina in tako naprej, je morda celo bolje zbrati kakšen bolj specialen program. Biologija je program širine, ki vam daje veliko možnosti, ni pa na začetku to neka ozka specializacija. Ampak ravno zaradi te širine imate verjetno kot biologi precej velik spekter služb na voljo ob tem, ko zaključite prvo ali pa še kasneje seveda tudi drugo stopnjo, večinoma se nadaljuje še v drugostopenjski master program in ta ravno tako omogoča še cel širok nabor delovnih mest, ki sežejo od tistih klasično bioloških, raziskovalnih delovnih mest, kjer imate lahko znanstvene kariere, pedagoških, učiteljskih delovnih mest v srednjih šolah, na gimnazijah, do delovnih mest v industriji. Moram tukaj tudi povedati, da so biologinje vedno iskan kader velikih slovenskih biofarmacevtskih in podobnih firm, tako da se dobremu biologu ni treba bati za službo. Pa še tako je, da če vas slučajno zamika v življenju še kaj drugega početi, je zaradi te velike širine, ki jo dobite z biološko izobrazbo, vam še marsikakšna druga možnost v življenju odprta, kot kaže recimo velik delež biologov, ki počnejo popolnoma druge stvari, ne zelo biološke, ampak vseeno, kar so se v študiju naučili in še prav pride. Tako imamo recimo skoraj v vsakem sklicu parlamenta zadnje čase kakšno biologinjo med poslanci, tako imamo med pomembnimi direktorji večjih slovenskih firm, večjih inštitutov, recimo Kemijskega inštituta ta trenutek, biologe. Tako imamo med znamenitimi
Slovenkami in Slovenci biologe, kot je recimo najbolj znameniti slovenski ali pa eden najbolj znamenitih naravoslovnih fotografov pri National Geographic, Arne Hodalič, biolog. Matevž Lenarčič, znameniti letalec, ki je velikokrat že obletel svet v ultralahkih letalih in ki s snemanjem opozarja na onesnaženost in ogroženost okolja, je tudi biolog. Tako da lahko potujete z letalom okrog sveta in še marsikaj drugega, če vas zamika. Upam, da sem vam malo že uspel narediti ta študij ali pa prikazati možnosti, ki se vam odpirajo. Kako bo pa sam študij izgledal, o podrobnostih pa vas bodo moje kolegice in kolegi seznanili in pa tudi študentje. Tako da s tem bi predal kar besedo naprej. Ok, hvala profesor Trontelj. Jaz pa kar predajam zdaj besedo docentki Tinki Bačič, ki vam bo predstavila ta organizacijski del študija. Živjo, evo bom jaz najprej delila tole našo prezentacijo. Še ni, še malo. Evo, zdaj pa vidimo, ne? Ja, evo, naši informativni dnevi. Jaz vam bom nekaj več povedala o študiju. Univerzitetni študijski program je to biologija. In mi v bistvu biologija obravnava vse ravni organizacije živega. Se pravi, od molekul naprej do organizma, populacije, ekosistema. Veliko povemo o zgradbi in delovanju organizmov, razvoju organizmov in bolj proti koncu študija boste pa veliko izvedeli tudi o ekologiji, odnosih pač med organizmi, procesih v ekosistemih. Tako da na vsaki praktično stopni organizacije živega nekaj izvemo, pogledamo strukturo, delovanje, razvoj. Tako da bolj konkretno recimo vam prikazuje tale shema, kaj vse zajema naša biologija. Mogoče res najprej pomislimo na kakšno, na rastline, na živali, botanika, zoologija. Veliko je tudi o ekologiji teh prvih pomisli na biologijo. Potem zelo pomembno recimo tudi naravovarstvo. No, biologija zajema pa tudi bolj molekularne oziroma molekulske stvari. In da ne pozabimo mikrobiologije, vedenje organizmov, evolucija, tako osrednji koncept v biologiji, pa delovanje, seveda delovanje organizmov. Tale biologija človeka nas tudi zanima, še posebej glede na to, da smo ljudje, je to o nas. Zdaj, sam študij traja 3 leta, 70 vpisnih mest imamo in na koncu dobite naziv diplomirani biolog. Pri nas diplomirani biologi v veliki večini nadaljujejo študij potem na drugostopenjskih programih, na naših mastrih. Če želite v šoli učiti, greste na biološko izobraževanje, še posebej za poučevanje na gimnaziji, tudi v osnovni šoli lahko s to izobrazbo. Potem bolj raziskovalci in tak pa potem nadaljujejo študij na ekologiji in biodiverziteti, pa na molekulski in funkcionalni biologiji. Cilj študijskega programa našega je usposobiti strokovnjaka, da bo lahko opravljal dela povezana z raziskovanjem v biologiji, mikrobiologiji, ekologiji, se pravi zelo na široko, in tudi, da je sposoben razumeti rezultate raziskav z teh različnih področij zelo na široko, obenem pa, da ima razvito naravoslovno mišljenje, dobro osvojena temeljna biološka znanja, da razume naravo, da ima tudi razvit en tak lep odnos do narave. In da je sposoben razumeti problem, ga videti in tudi ustvarjalno reševanje teh problemov bioloških. Tako da to k temu v bistvu nekako stremimo.
Prvo leto se razvijamo kot biologi, se pravi nadgradimo znanja, gimnazijska znanja, biološka. Obenem je to leto, kjer damo skozi še tele kemije, matematike, fizike, se pravi čvrste temelje postavljamo. To so znanja, ki jih potem dejansko rabimo, ne? Recimo matematiko pri statistiki, organsko kemijo, potem pri biokemiji in tako naprej, ne? In isto splošna kemija, fiziko tudi naprej uporabljamo. Tako da tukaj nekako poskusimo ta temelj postaviti in obenem je to že nastavek za drugi letnik, kjer so pa stvari že zelo konkretne. Tukaj poslušamo biokemijo, genetiko in potem veliko zvemo o živalih in o rastlinah, naučimo se prepoznavati organizme, tako da ta drugi letnik je zelo v znamenju biodiverzitete in v znamenju sistematik in tak. Zdaj zelo študenti imajo zelo radi tudi predmaterinsko delo iz botanike in zoologije, kjer dejansko gremo na teren v majhnih skupincah po Sloveniji, v gore, Julijske Alpe, v jame, na morje in tako zelo na široko, 12 dni preživimo na terenih. Tako da to je za kakšne, če imate veselje do te klasične biologije, je to za vas po mojem kar tako fajn leto. In tretje leto, še bolj zares. Tukaj pa zdaj še gradimo naprej. Predvsem se ukvarjamo z delovanjem organizmov, ekološke tematike pridejo tudi v ospredje, se pravi ekologijo zgradimo na vseh teh znanjih, ki jih v drugem letniku pridobimo, ne, o organizmih in poznavanjem organizmov. Evolucija je tukaj še biologija človeka in potem nekaj zelo uporabnih zadev in sodobnih, takih aktualnih, ne, bioinformatika, statistika, to vam potem vse pride zelo, zelo prav, še posebej na mastru, ne, kakšna statistika. Ja, imamo tudi izbirne predmete. Zdaj na prvi stopnji so tukaj našteti predmeti, ki se jih ponudi in tele, ki sem jih podčrtala, so za vas mogoče zdaj kratkoročno še najbolj aktualni. To so tisti izbirci, ki jih lahko vpišemo v prvem letniku že, ne. Se pravi mikologija, če vas glive zanimajo, rastline in človek. Potem imate še vede o življenju in družba in geologija. Geologija je tudi zelo pomembna za biologa. Ne, to je, imamo zunanjega izvajalca, da predava geologijo s paleontologijo. Zdaj, kdo so naši izvajalci? Večino predmetov 22 profesorjev predava, ki so pri nas na oddelku za biologijo zaposleni. Od tega je 18 profesorjev, 4 docenti. Vaje pa potem, vaj je približno pol, no, ena taka slaba polovica vaj, ne, od vseh obveznosti, vseh kontaktnih ur odpade na vaje. In to je pa zdaj 32 izvajalcev, ne. Imamo med izvajalci vaj tudi redne profesorje, docente in asistente. Potem nekaj je tudi zunanjih izvajalcev iz fakultete za matematiko in fiziko, za kemijo in kemijsko tehnologijo in iz naravoslovno-tehnične fakultete. Razpis in prijava. V miru lahko še prespite odločitev, ne, nekaj še časa. Prijavljali se boste prek tega spletnega portala Visokošolstvo v Sloveniji, pa največ o tem, kako in kaj pri vpisu, vam bo pa verjetno vaša šolska svetovalna služba znala povedati, ne, kako je to zdaj s to prijavo elektronsko. Zdaj pri nas imamo, kdo se lahko vpiše, ne. Pogoj za vpis je opravljena splošna matura, lahko pa tudi poklicna matura v teh različnih srednješolskih programih in izpit iz splošne mature iz predmeta biologija. Tako da to je za tele poklicne mature, ta C kandidatine, to za vas najbrž niti ne bo aktualno. Pri nas ponavadi omejitev vpisa je, ne. Ponavadi se kakšnih 20% več dijakov prijavi, kot jih potem lahko sprejmemo. Število mest je 70, tako da
nekako tukaj računite, ne, da se izbere kandidata glede na splošni uspeh pri maturi, splošni uspeh v 3. in 4. letniku in eden od naravoslovnih predmetov. Se pravi, ne vem, biologija, kemija, fizika, biotehnologija, ne, to pride v upoštev. In tukaj je pravzaprav zadeva zelo, zelo podobna. Ne. To je par utrinkov, ne, iz naše fakultete. Ponavadi na informativnem dnevu pridejo študenti oziroma pridejo dijaki k nam v našo glavno avlo, tam potem klepetamo ure in prinesemo vse te razne organizme od vse posod in srečate se lahko z izvajalci in z našimi študenti. Tako da danes jaz vseeno upam, da bomo imeli malo klepeta, no. To je tisto najbolj lušten del na naših teh informativcih, ne, da se malo vidimo, ne, v živo. Tako da ne vem zdaj, kam bomo te kačice nosili, pa na sprejem brucov ali kaj. Tako da bomo videli, no. To bi res lahko naredili, se moramo spomniti drugo leto. Ok, bom jaz zdaj tole nehala šerat. In gremo naprej. Ok, hvala Tinka. Zdaj predajam besedo še predstavniku študentov, Vidu, ki vam bo pa še svojega predstavil študij na našem oddelku. Evo, me slišite? Ok. No, jaz sem Vid, sem v 3. letniku biologije in vam bom predstavil, kaj se dogaja še poleg samega študija. Sam sem v študentskem svetu, v študentski organizaciji, sem tutor, sem v društvu študentov biologije, tako da imate marsikaj za početi. Tako da vam bo se imel predstavil, kaj imamo. Okay. Torej, najprej v študentskem svetu. To je edini pravni uradnik zastopnih študentov znotraj fakultete. Zastopamo pravice in dolžnosti študentov, sodelujemo v raznih organih, komisijah fakultete, kjer podajamo študentsko mnenje. Imamo tudi kakšno sofinanciranje raznih projektov in skupaj z študentsko organizacijo in kariernimi centri poskrbimo za kakšen zabaven program. Torej, tukaj so nekaj teh komisij, v katerih lahko sodelujete. Najpomembnejša je tale komisija za dodiplomski študij, kjer obravnavamo razne prošnje študentov za posebne statuse, opravljanje določenih predmetov naprej, za izmenjave. Se pogovarjamo o poteku in izboljšavah študijskih programov in še, tako da se lahko sodelujete tudi pač v teh malo bolj višjih zadevah. Za bolj te zabavne zadeve imamo pa tukaj študentsko organizacijo. Ta predvsem sodeluje z društvi na vseh smerih fakultete. Predlani smo izvedli kar 90 projektov, lani 70, ker je bilo malo manj zaradi korone. Izvajajo se pa razne poletne šole, tabore, ekskurzije, druženja, marsikaj. Zdaj smo imeli tudi ene predavanja prek tudi v nadaljavo, tako da se trudimo tudi v tej situaciji kaj organizirati. Evo, FS igra je naš največji projekt, ki je skupno organiziran s strani študentskega sveta in študentske organizacije. Tukaj študentje in pa tudi profesorji tekmujejo med sabo v raznih biotehnološko obarvanih izzivih. Vedno je tukaj še hrana, pa pijača, tako da smo res fajn. Lani se sicer ni uspelo zaradi korone, tako da to je iz predlanskega leta, pa upamo, da letos bomo imeli. No, letos tudi pač, oziroma pač mi smo prisotni tudi na informativi. Letos je bila sicer spet prek spleta, ampak tukaj je ene par utrinkov. No, ker je fajn za zaposlitev začeti planirati že čim prej, organiziramo tudi s pomočjo kariernih centrov tudi karierne dneve. Tukaj so organizirane razne delavnice, naprimer za izdelavo CV-jev, organizirani so pa tudi hitri zmenki z potencialnimi delodajalci. Tako da je tukaj že super priložnost, da si ustvarite tele veze, ki vam bojo v prihodnosti zelo prav prišle. Tako da vsako leto je organizirano za 3 smeri, tako da biologi smo že naslednje leto.
Včasih sodelujemo tudi s kolegi iz drugih držav, tako da tukaj imamo biotehniado, kjer je en dogodek, kjer se med sabo tekmujemo v raznih športnih, pa tudi znanstvenih tekmovanjih in se imamo fajn. No, tukaj na naši fakulteti deluje tudi tutorstvo. Za vas je najbolj pomembno tole uvajalno tutorstvo, kjer vam bomo pomagali pri prehodu na življenje v faksu. Tukaj smo na voljo za kakršnakoli vprašanja, lahko individualno. Organiziramo razne tutorske ure, smo prisotni na vaši prvi mentorski uri. Organiziramo tudi skupno učenja in zdaj še izdajemo mesečnik Kresnička. Tako da letos smo začeli malo bolj se ukvarjati s tem, pa tudi cel sistem tutorstva je zdaj v prenovi, tako da boste imeli vi že res fajn. Poleg tega so tudi tutorji za študente s posebnimi potrebami ter tutorstvo za tuje študente, Erasmus študentje, vsak letnik pa dobi tudi profesorja, ki je mentor letnika in vam bo tudi pomagal. No, tukaj so še nekši kontakti. Študentski svet in študentska organizacija sta oba dva na Facebooku, tudi na Instagramu, tako da, če si bo kdo zapisal. Ja. No, poleg tega imamo pa še Društvo študentov biologije. Ta je mogoče še najbolj na biologiji aktiven. Organizirajo razne terene, tabore, ker lahko v bistvu vaše teoretično znanje uporabite tudi v praksi. Tako da, kot je že prej omenila, imamo sicer že predmet, to je terensko delo iz zoologije in botanike, kjer morate upraviti tudi nekaj izbirnih terenov, torej da si sami izberete teren in tukaj pomagamo tudi društvo, ki ga sami organiziramo. In je pač vedno res fajn, si pomagamo, sploh kakšni te izkušeni mentori, ki so v bistvu na koncu ugotoviš, da so samo kakšno leto starejši od tebe, ker se res poznajo na tele svoje stvari. Organiziramo tudi kakšne manj biološke stvari, naprimer kostanjev piknik, dobrodelni teden, drugače pa smo vedno veseli novih članov, tako da če pride kdo z idejami za nove projekte, se tudi kakšni taki projekti izvedejo. Pa tudi sami lahko pač dobite izkušnje z organizacijo, so starejši člani vedno veseli pomagati. Ja, no, tole je to. Pa predajam besedo nazaj, pa bom pa na voljo še za vprašanja. No, najlepša hvala, Vid. Dragi dijaki, lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz sem Anastasija, sem asistentka na oddelku za biologijo in eden od organizatorjev tega dogodka. Zdaj si bomo pa pogledali predstavitveni video, ki smo ga pripravili za vas, ker boste dejansko videli, kako poteka študij biologije. In res upamo, da vas bomo navdušili in da se bomo videli oktobra. Če imate kakršnakoli vprašanja, prosim, da jih pišete v chat in vas prav tako prosim, da ostanete do konca, ko bomo odgovorili na vsa vprašanja in se bomo še malo podružili in pač seveda pogovorili. Hvala. Študij biologije na Univerzi v Ljubljani ima zelo dolgo in bogato zgodovino. Njegovi začetki segajo v leto 1919, ko je bila ustanovljena naša največja in najstarejša univerza v Sloveniji. Od leta 1960 je oddelek za biologijo del Biotehniške fakultete, ki je ena izmed največjih članic Univerze v Ljubljani. Danes študij biologije poteka v stavbi biološkega središča, ki se nahaja na Večni poti 111, v prijetnem primestnem okolju pod Rožnikom nasproti živalskega vrta. Na oddelku za biologijo izvajamo študijske programe z področja biologije na vseh 3 stopnjah študija. Sodelujemo tudi pri izvedbi drugih študijskih programov na Biotehniški fakulteti, kot tudi nekaterih drugih članicah Univerze v Ljubljani. Na prvi stopnji študentom ponujemo univerzitetni študijski program biologija, na drugi stopnji pa 3 različne magistrske študijske programe, ekologija in biodiverziteta, molekulska in funkcionalna biologija ter biološko izobraževanje. Pedagoško in raziskovalno delo na oddelku organiziramo v okviru 6 kateder in ene delovne skupine, ki vam jih predstavljamo v nadaljevanju. Pozdravljeni, jaz sem Kristina Sevčič in v drugem letniku
prvostopenjskega študija biologije, vas bom učila predmet biokemija. No, biologi ponavadi, ko slišijo kemija, se malo skrbijo, ampak ni nič hudega. Gre za kemijo bioloških makromolekul, torej molekul, ki sestavljajo naše telo, žive celice, beljakovine, lipidi, ogljikovi hidrati in nukleinske kisline. In tudi, kako se te molekule obračajo v našem organizmu, torej nekaj o metabolizmu. Študenti boste na vaju spoznali najpogostejše metode, ki se jih izvajajo v biokemijskem laboratoriju. Z metodo genske kromatografije bomo ločili različno velike molekule in izmerili njihove spektre. Spoznali bomo, kako s pomočjo električnega toka ločimo proteine po velikosti. Praktično bomo spoznali lastnosti beljakovin in sicer kako na nje vplivajo različne temperature, kisline in baze. Spoznali bomo tudi, kako lahko z različnimi reagenti določimo osnovne lastnosti ogljikovih hidratov. Živijo, moje ime je Tom Turk in sem eden najstarejših profesorjev na oddelku za biologijo, hkrati pa tudi dolgoletni član katedre za biokemijo in kot vam je kolegica že povedala, tukaj se ukvarjamo v glavnem z biološkimi makromolekulami in njihovim delovanjem. No, eden od predmetov, ki ga poučujemo na naši katedri, je tudi toksinologija, to je sicer izbirni predmet, ki pa govori o živalskih in pa rastlinskih strupih. No in to je pravzaprav tudi tisti moj predmet. In pa tudi v bistvu ena od tem dolgoletnih raziskav na naši katedri. Torej, pri meni se boste srečali z svetom toksinov, med drugim recimo z takimi kačami, kot je tale na sliki. In če boste imeli srečo, oziroma če bomo lahko potovali tudi spet po svetu, boste mogoče z mano šli lahko tudi v Kostariko, kamor z našimi študenti hodimo že 10 let. Na katedri za biokemijo pa poučujemo tudi bioinformatiko. To je hitro razvijajoča se veda, preplet med računalništvom in vedami o življenju. In spoznali boste, kako lahko bolje analiziramo, shranjujemo biološke podatke, ki jih je iz dneva od dneva več. No, iskreno upam, da se na predavanjih vidimo v živo in ne preko Zooma, kot je to bilo letos. Dobrodošli na oddelku za biologijo. Katedra za botaniko je bila skupaj z univerzo ustanovljena že leta 1919. Danes skupaj s fiziologijo rastlin proučujemo predvsem zgradbo in delovanje rastlin in njihovo diverziteto. Večino študijskega procesa izvedemo za študente biologije na prvi in drugi stopnji, na naši fakulteti in tudi drugih ljubljanskih fakultetah. In glede na naša ožja področja dela smo razdeljeni na 3 skupine, za splošno, za sistematsko botaniko in za fiziologijo rastlin. Splošna botanika je temelj rastlinske biologije, zato nas študenti spoznajo že v prvem letniku študija. Delo poteka v botanični vajalnici, kjer ima vsak študent na razpolago svoj mikroskop in stereolupo za analiziranje zgradbe rastlin. Študenti svoje znanje o rastlinah dopolnijo lahko tudi pri izbirnih predmetih rastline in človek ali pa projektno delo, ko se priključijo eksperimentalnemu delu v našem laboratoriju. Svoje znanje o rastlinah pa posredujemo tudi osnovnošolcem in gimnazijcem v učbenikih za naravoslovje oziroma biologijo. Naše raziskave so povezane s slovensko floro, ugotavljamo velikost jedrnega genoma in izvajamo kariološke analize. Mikroskop nam kot glavno orodje služi tudi pri preučevanju celičnih sprememb med razvojem tkiv in organov, naprimer razvoj semen, proces odpadanja listov in cvetov, alelopatske interakcije, invazivnih dresnikov. In invazivne vrste smo uporabili tudi kot vir biološko aktivnih izvlečkov in potrdili njihovo protiglivno delovanje proti nekaterim plesnim. Že kot študenti se nam torej lahko priključite pri našem raziskovalnem, pa tudi strokovnem delu. Ena od takih aktivnosti je vsakoletni mednarodni dan očarljivih rastlin, ko znanosti v rastlinah interaktivno predstavljamo slovenskim osnovnošolcem.
Raziskovalna skupina za sistematsko botaniko se v pedagoškem procesu vključuje predvsem v drugem letniku s predmetom sistematska botanika. V okviru tega predmeta in nekaterih povezanih predmetov kot terensko delo iz botanike in zoologije so pa izvedene tudi terenske vaje v različnih delih Slovenije in izdelave individualnega herbarija. Poleg tega sodelujemo še pri nekaterih drugih predmetih, na prvi stopnji pri naravovarstveni praksi in pri predmetu rastline in človek, na drugi stopnji pa pri predmetu biogeografija. Naše raziskovalno delo se tiče predvsem raziskav flore Slovenije, ukvarjamo se s samo floristiko, z nekaterimi biogeografskimi analizami, zadnja leta pa predvsem veliko s tujerodnimi invazivnimi vrstami, po čemer smo verjetno prepoznavni tudi v javnosti. V skupini za fiziologijo rastlin študente seznanimo s procesi, ki rastlinam omogočajo rast in razvoj, komunikacijo z drugimi organizmi in odgovore na razmere v okolju. Raziskovalno se člani skupine za fiziologijo rastlin vključujemo v reševanje problematike kvalitetne in varne hrane. Raziskujemo pomen rastlinskih interakcij za sonaravno pridelavo. Odkrivamo možnosti za odstranjevanje posledic onesnaževanja okolja s pomočjo rastlin. V raziskovalnih izzivih se povezujemo z vrhunskimi znanstveniki doma in po svetu. Največji znanstveni dosežki skupine za fiziologijo rastlin se odražajo v vodenju številnih domačih in mednarodnih znanstvenih raziskav, v objavah v mednarodnih revijah, s pomembnim dejavnikom vpliva in v prenosu znanstvenih spoznanj v prakso. V pedagoškem procesu študente spodbujamo k samostojnemu raziskovanju v okviru projektnega dela. Vajalnica skupine za fiziologijo rastlin je sodobno opremljena in omogoča zbiranje podatkov z uporabo najnovejše informacijsko-komunikacijske tehnologije. Zbrane podatke študentskih raziskav objavimo v študentski reviji z naslovom Collectanea Studentium Physiologiae Plantarum. S pedagoškim delom sooblikujemo zavedanje mladih generacij naravoslovcev o pomenu rastlin za okolje in zdravje človeka. Sodelujemo tudi pri ozaveščanju javnosti o mestu, ki rastlinam pripada v sodobni slovenski družbi. Spoštovane dijakinje in dijaki, lepo pozdravljeni na katedri za ekologijo in varstvo okolja. Jaz sem docentka Tadeja Trošič-Sedej, delam v skupini za ekologijo rastlin in bomo zdaj čisto na kratko predstavila, kaj počnemo na naši katedri. Ekologija se v javnosti večkrat omenja v povezavi z ločevanjem odpadkov, z varčevanjem z vodo, vendar, če mi želimo res kot ekologi ohranjati naravo, moramo najprej razumeti procese v naravi in s temi procesi se mi tudi na naši katedri ukvarjamo. Se pravi, da preučujemo organizme v povezavi z okoljem, z njihovim življenjskim prostorom in ko enkrat razumemo, kako organizmi delujejo, kaj je za njih ugodno okolje, takrat lahko tudi ekosistem varujemo, ker vsaj vemo, kaj sploh moramo varovati in kateri dejavniki vplivajo na te spremembe v okolju. Spremembe v okolju so se dogajale skozi vso zgodovino, vendar po industrijski revoluciji te spremembe potekajo tako hitro, da se organizmi težko odzivajo na nje. Na naši katedri študentom ponujamo več zanimivih stvari, ponujamo jim veliko terenskega dela, laboratorijske vaje, mentorstvo pri magistrskih in doktorskih nalogah in seveda vključevanje v številne naravoslovne, raziskovalne, naravovarstvene projekte. Naša katedra je razdeljena na 3 skupine. Ena skupina preučuje predvsem ekologijo živali, druga preučuje ekologijo rastlin in tretja skupina se ukvarja s celinskimi vodami. Skupina
za ekologijo živali se ukvarja s številnimi živalskimi vrstami. Verjetno so najbolj odmevne trenutno velike zveri, se pravi medved, ris in volk. Kadarkoli slišite v medijih, da se ocenjuje številčnost volka, risa in medveda, se to ocenjuje na naši. Za raziskavo velikih zveri uporabljamo satelitske tehnologije prostorskega spremljanja živali, molekularno-ekološke metode v raziskovanju populacij živali. Na ta način lahko zelo dobro ocenimo številčnost vrste. Ukvarjamo se pa tudi s stalnimi živalmi v gozdu, ki so res pomembne za dekompozicijo in za obstoj in funkcioniranje vsakega ekosistema. V skupini za ekologijo rastlin se ukvarjamo s preučevanjem okoljskih razmer na rast in razvoj rastlin. V zadnjem času smo veliko raziskovali učinke UV sevanja, suše in temperaturnih razmer na rastline, obenem pa tudi učinke različnih mikro- in makroelementov, onesnažil, ki so v sedanjem okolju čedalje bolj pogosta. Nekaj raziskav smo opravili na procesih na Cerkniškem jezeru, to je tipsko presihajoče jezero. Tukaj se rastline posebej prilagajajo na vodni režim, zato imamo zanimive amfibijske vrste, zanimiva je primarna proizvodnja in razgradnja. V alpinskih območjih pa preučujemo značilnosti rastlin, ki so še predvsem občutljive na podnebne spremembe, kajti umikanje v višino enkrat ni več mogoče in takrat pride lahko celo do izginotja posameznih vrst. V skupini za limnologijo preučujemo vodne ekosisteme, reke, potoke, izvire jezerja, bajerja, močvirja. Vrednotenje ekološkega stanja poteka s pomočjo združb vodnih nevretenčarjev in kremenastih alg. Preučujemo pa tudi edinstvene vodne ekosisteme, ki jih je ustvaril človek, na primer kale na Krasu in v Alpah, ki so prosta pribežališča za številne vrste. Ugotavljamo pa tudi vplive okoljskih dejavnikov na pestrost vodnih rastlin ter nevretenčarjev. Vaje pri predmetu etologija temeljijo na opazovanju in analizi vedenj različnih živali, bodisi je to v živalskem vrtu ali pa v laboratoriju. Študenti na vajah opazujejo na primer zebrice, siamske bojne ribice, miške, kače, laboratorijske podgane. Vaje potekajo v manjših skupinah. Študenti imajo neposreden stik z živalmi in vaje izvajajo samostojno. Eden od primerov vaj je tudi učenje podgan v Skinnerjevi kletki, kjer podgane naučimo, da morajo pritisniti na vzvod, da dobijo nagrado. Drug primer je naučen potek vrvice strani rib skalark, pri čemer je nagrada hrana. Vlogo učenja lahko spoznavamo tudi za opazovanjem čmrljev in čebel med izbiranjem cvetov na paši. Za kaj več o čebelah moramo odpreti panj, kjer opazujemo vedenje čebel. S plesnim sporazumevanjem čebele izbirajo pašne in druge vere čebelje družine. V panju pa lahko opazujemo tudi druga vedenja, kot je to prepevanje matic pred rojenjem. Skupina za fiziologijo se ukvarja z raziskavami barvnega vida, z raziskavami biomehanike in presnove živali in človeka. Raziskujemo na primer, kaj vidi žuželka med letom. Študenti pri nas spoznajo, kako deluje naše telo. Pri tem uporabljamo najsodobnejšo merilno opremo, programsko opremo za simulacijo dogajanja v organih in celicah, nazorne interaktivne animacije,
Študenti izvajajo laboratorijske poskuse, pogosto kar na sebi in svojih kolegih. Naučijo se izvajati meritve elektrokardiograma, elektroencefalograma in elektromiograma, meritve dihanja. Posnetke analizirajo, se iz njih učijo zakonitosti delovanja organizma in na tak način razumejo koncepte fiziologije. Pri vajah in raziskavah si pomagamo z računalnikom na inovativnejši način, ne le z uporabo vnaprej pripravljenih programov. Spoznajo, da se vsega ne da kupiti. Kaj je kdaj treba tudi zgraditi v priročni delavnici. Študenti se lahko odločijo za sodelovanje pri naših znanstvenih raziskavah ali pa fiziološko temo izberejo za izdelavo svoje magistrske naloge. Lahko raziskujejo molekulske in celične fiziološke procese, ki potencialno vodijo do novih odkritij, koristnih za razvoj zdravil, tudi najnaprednejših bioloških in celičnih terapij. Del katedre za fiziologijo, antropologijo in etologijo je tudi skupina za antropologijo. Študentke in študenti ste v naši skupini najprej spoznali človeka, mislečega človeka. Za začetek boste spoznali Tatjano, Katjo in Petro. Zelo kmalu pa tudi njihove pomočnike. Imeli bomo dobre dneve in dneve, ko vas bomo spravili na kolena. Včasih bomo šli na kolena tudi kar sami. Če nas bo priganjal čas, bomo stvari vzeli v svoje roke. Ali pa bomo vstopili v časovno kapsulo in odpotovali daleč v preteklost. Spoznali bomo naše daljne, bližnje in najbližje sorodnike. Potovali bomo v notranjost našega telesa, podrobneje preučili zunanjost, tako na kopnem, kot pri najpogumnejših, tudi pod vodo. V goste bomo povabili zanimive sogovornike. Spet drugič jih bomo obiskali kar sami. V preteklosti bomo pogumno zrli v oči in se še bolj pogumno soočali s sedanjostjo. Da delo ne bo šlo v nič, bomo naše zgodbe zapisali za zanamce. Če še niste prepričani, da je pri nas res dinamično, si poglejte to. Dobrodošli v naši družbi. Pozdravljeni, bodoči študentje biologije. Pred vami stojim v oddaljeni obliki, v vlogi predstojnice katedre za molekularno genetiko in biologijo mikroorganizmov. No, to je kar velika katedra, sestavljajo 19 ljudi, od tega so to 4 učitelji, pa 5 asistentov, 3 tehniki, 4 raziskovalci in pa še 3 doktorski študentje. Raziskovalno se naša katedra ukvarja z nevidnim, pa še kako pomembnim svetom mikroorganizmov, tega se vsi zavedamo zdaj, če ne bi se gledali v predavalnici v živo. Raziskovalni svet naše katedre so posamezne celice in te celice so obenem celi organizmi. Mikroorganizmi, ki jih proučujemo, so bakterije, glive, tudi kvasovke. Segamo pa še dosti globlje, vse do posameznih mehanizmov v teh celicah in tudi do molekul. Najbolj nas zanimajo geni, se pravi DNA in tudi beljakovine, torej izražanje genov in rezultat teh genov. Proučujemo, zakaj so določeni mikroorganizmi patogeni, to pomeni škodljivi za človeka, in kako se varujejo pred našim orožjem v borbi z njimi, pred antibiotiki. Raziskujemo tudi molekularne mehanizme v celici, ki jim omogočajo prilagajanje na okolje našega telesa. Zanima nas pa tudi, kako preživijo v najbolj ekstremnih okoljih na svetu.
od arktičnih ledenikov pa vse do slanih voda solin in zakaj določeni lahko in radi naseljujejo tudi naše domove. Da lahko počnemo vse te raziskave, potrebujemo posebno opremo. Od inkubacijskih komor, kjer mikroorganizme gojimo na posebnih gojiščih, agarnih, pa tja do skrinj z globokim zmrzovanjem, kjer jih hranimo pri -80 ali pa v klapih tekočega dušika. Vse tja do temperatur -196 stopinj. Molekularne lastnosti proučujemo po izolaciji DNA in RNA iz celic z različnimi PCR tehnikami, o katerih ste v zadnjem času veliko slišali, in tudi z drugimi pristopi. Sekvenciramo genome in pri analizah sekvenc uporabljamo bioinformatska orodja. Z vsem tem se boste kmalu spoznali, če se boste seveda vpisali na biotehniško, na biologijo. Že v prvem letniku se boste srečali z mikrobiologijo, najprej teoretično, nato v drugem semestru še praktično, v drugem letniku pa boste odprli vrata v sferi genetike. Oboje kriva naša katedra. Svet mikroorganizmov in molekularne genetike je na prvi pogled res neviden. Vendar se z uporabo ustreznih molekularnih orodij in opreme odpre pogled vanj, kot ste videli. In mikroorganizmi nam pomagajo odgovarjati na mnoga vprašanja. O zemljini preteklosti, o začetku življenja na Zemlji, o možnostih naseljevanja vesolja in tudi o tem, kako bi lahko izgledalo življenje na drugih planetih. Mikrosvet ima makroposledice, vendar je ta svet očaral vse na naši katedri. In mi seveda upamo, da bodo mikrosvet in makroposledice očarali tudi vas. Zoologija je veda, ki preučuje živali. Katedra za zoologijo je največja organizacijska enota na oddelku za biologijo. Sodelavci katedre na študiju biologije izvajamo predmete, ki obravnavajo živali na vseh nivojih biološke organizacije. Predmeti v izvedbi katedre za zoologijo študenta biologije spremljajo od začetka do konca njegovega študija, pa naj si gre za študij prve ali druge bolonjske stopnje. Na samem začetku prvega letnika biologije se študenti spoznajo z osnovnimi mikroskopskimi tehnikami za proučevanje živih sistemov ter podrobno spoznajo zgradbo živalskih celic in tkiv. V nadaljevanju obravnavajo osnove zgradbe in delovanja različnih skupin živali ter terenskega dela v zoologiji. Predmeti drugega letnika se v predavalnici, vajalnici in na terenu poglobljeno posvetijo pestrosti živali ter njihovi zgradbi. V tretjem letniku se študenti posvetijo evoluciji in metodam ugotavljanja sorodstvenih odnosov med organizmi. Študenti se lahko v izbirnem predmetu projektno delo tudi vključijo v znanstveno-raziskovalno delo na katedri. Pomemben del izobraževanja na katedri za zoologijo je praktično biološko delo. To poteka večinoma v vajalnici, kjer vsak študent uporablja lasten svetlobni mikroskop in lupo ter preparate obsežne zoološke zbirke. Dodatne vsebine se izvajajo v sodobno opremljenih laboratorijih. V njih se študenti spoznajo s pripravo mikroskopskih preparatov, z naprednimi metodami svetlobne mikroskopije, kot je fluorescenčna mikroskopija, ter z elektronsko mikroskopijo, s katero spoznavamo žive sisteme na najdrobnejšem nivoju. Na katedri imamo tudi celični laboratorij, v katerem gojimo celične kulture. Področja pedagoškega in raziskovalnega dela na katedri se v veliki meri prepletajo. Sodelavci katedre smo združeni v 3 raziskovalne skupine. V skupini za funkcionalno morfologijo živali in razvojno biologijo se ukvarjamo s povezavo med zgradbo in delovanjem organizmov ter njihovim zgodnjim razvojem. Organizmi, ki jih proučujemo, so predvsem kopenski raki, mokrice. Velik poudarek je tudi na raziskavah človeške ribice.
Prebiramo njen nedavno sekvencirani genom in skušamo razvozlati skrivnost njene dolgoživosti, dejavni pa smo tudi na področju njenega varovanja. V skupini za nanobiologijo in nanotoksikologijo preučujemo interakcije celic in modelnih organizmov z nanomateriali ter drugimi aktualnimi okoljskimi onesnažili, na primer nano- in mikroplastiko. Naši modelni organizmi so prej omenjene mokrice, ribe, vodne bolhe in solinski rakci. V skupini za speleobiologijo se ukvarjamo s preučevanjem evolucijskih in ekoloških procesov v podzemlju, s pestrostjo podzemnega življenja in njenim varovanjem. Biologija jamskih živali je povezovalna tema raziskav na katedri. Preučevanje podzemnega življenja se je začelo prav v slovenskih jamah, ki veljajo za vročo točko podzemne vrstne pestrosti. Dolžnost slovenskih biologov je, da nadaljujemo dolgo tradicijo preučevanja in varovanja tega izjemnega okolja. Vzdrževanju jamskih živali je namenjen poseben prostor. Jamska komora s stalno temperaturo, vlažnostjo in temo. Sodobni pristopi k raziskavam evolucijskih procesov v podzemlju temeljijo na molekularnih metodah, ki jim je namenjen molekularni laboratorij. Z jamskim svetom se preko terenskega in projektnega dela srečajo že študenti prve stopnje študija. Študenti na katedri za zoologijo pridobijo veščine uporabe osnovnih orodij biologa, kot so mikroskop, metuljnica in čelna svetilka, ter najbolj temeljna biološka znanja, poznavanje delovanja celic, živalskih organskih sistemov ter evolucijskih procesov. Zdravo, sem Lara, absolventka prve stopnje študijskega programa Biologija in tudi tutorka na našem oddelku. Živijo, sem Ana, absolventka na prvi stopnji študijskega programa Biologija. Marijana Godicelj, študentka do diplomskega študija Biologije.
Živijo, sem Miha Kosac in sem študent drugega letnika. Zdravo, sem Patricija Podkrajšek, študentka tretjega letnika do diplomskega študija biologije. Nika, študentka prvega letnika magistrskega študija ekologija in biodiverziteta. Sem Manca Žagar, študentka drugega letnika biologije in uvajalna tutorka. Živijo, sem Jerneja, študentka prvega letnika molekulske in funkcionalne biologije. Zdravo, sem Tanja, študentka prvega letnika magistrskega študija ekologija in biodiverziteta. Živijo, sem Vicavnik, tretji letnik biologije. Ime mi je Gea. To sem jaz! Sem drugi letnik biologije. Prihajam iz Reke na Hrvaškem in sem tutorka za tuje študente. Pri študiju biologije mi je najbolj všeč raziskovanje pestrosti in občudovanje vsega živega sveta. Najljubša predmeta na faksu sta mi zoologija nevretenčarjev in sistematska botanika. Zelo me navdušujejo žuželke, pratisti in vse stvari, ki migajo. Pridite pogledat! Za študij biologije sem se odločila, ker me od nekdaj zanimajo zdravilne rastline. Tekom študija sem se naučila, zakaj imajo jabolka, ki rastejo na sončni strani drevesa, več vitamina C kot tista, ki rastejo na senčni strani. Poleg tega znam tudi sintezno pot vitamina C in pa uvrstiti jablano v sistem rastlin. Če se nam oktobra pridružiš na študiju biologije, se boš tudi ti naučil vse to in še več. Tukaj sem spoznala enako misleče ljudi, ki so se odločili za biologijo, zato ker jih zanima in so tukaj s srcem. Zato je tudi vzdušje na oddelku nekoliko drugačno in posledično celotna študijska izkušnja. In to se mi zdi res velika prednost primerjavi z drugimi programi. Nikoli si nisem mislila, da bom v 3 letih tako dobro spoznala Slovenijo, kar 2-krat odpotovala na strokovno ekskurzijo na Nizozemsko in lani celo raziskovala tropski državni gozd Kostarike. Poleg tega sem pobliže spoznala tudi šimpanzijo družino v živalskem vrtu, do katerega imamo v okviru etologije v 3. letniku prost dostop. Tako sem se par ur na dan počutila kot nekakšna Jane Goodall. Biologija je po mojem mnenju zelo obsežen interdisciplinaren študij, ki ti da globoko pogled in obsežno znanje o naravoslovnih vedah. To je danes zelo pomembno, saj se tako v življenju kot pri raziskovalnem delu mnogo področij med seboj zelo prepleta. To je poleg kompetenc, ki jih dobiš tekom študija biologije, razlog, da nam je odprtih veliko vrat na različnih zaposlitvenih področjih. Eno stvar, ki bi jo seveda poudarila in mi je zelo povestrila celoten študij, so tereni in študijski strokovni izleti. Nisem si mislila, da bom tako dobro spoznala slovensko floro in fauno, da bom videla tako zelo veliko različnih slovenskih krajev. Recimo lani sem prvič videla medvedko. Za študij sem se odločila, ker me zanima vse, kar je živo in kako se stvari povezujejo med seboj. Na študiju so mi predvsem všeč ljudje, profesorji, potem odnos do študentov. In če se uspeš super organizirati in sproti delati, ti ostane precej časa, da se udejstvuješ tudi o študijskih dejavnostih. Na biologiji sicer nimamo prakse, imamo pa ogromno laboratorijskih vaj in možnost pa imate tudi izbrati projektno delo. Tu lahko pod okriljem raziskovalne skupine na fakulteti ali pa na kakšnem inštitutu poglobite svoje praktično znanje v vaši izbrani tematiki. No, upam, da se vidimo naslednje leto. Na študij biologije sem se odločila, ker me zelo zanimala živa narava in moram priznati, da sem se na prvi stopnji o tem ogromno tudi naučila. Od področja biologije me najbolj zanimata pedagogika in pa antropologija in v prihodnosti si želim delati tudi nekaj na tem področju. Najljubša predmeta sta botanika in uvod v odnosi med organizmi, ker smo res se učili o tem, kako zelo smo mi odvisni od mikroorganizmov, kako so organizmi povezani med sabo, katere odnose vstopajo in kako to vse vpliva na ekosistem. In eden izmed mojih najljubših predmetov na tem študiju je fiziologija živali, pri katerem spoznavamo delovanje človeškega in živalskih teles. Najboljši del tega predmeta je to, da lahko dobim globok pogled v delovanje lastnega telesa, torej da razumem, kaj mi omogoča, da hodim, da se premikam, diham, da se učim. In hkrati dobiš nekaj vrste samospoštovanje, saj se zaveš, često se je tvoje telo sposobno, ne da bi se pri tem kaj posebej trudilo. Dobro veste, kaj molekule so in kakšen zanimiv in pester svet obsegajo. Težavo nam sicer občasno predstavlja njihovo opazovanje, še posebej, če želimo videti le eno. Ampak to se da rešiti. Rad pa bi vam predstavil predmete, pri katerih se boste z njimi srečali.
Ti so pravzaprav v vseh 3 letih prvostopenjskega študija, pa vsem je skupno nekaj. In sicer postopek izvedbe poskusa. Ta se verjetno vsem zdi na prvi pogled kot eno samo dolgo nakladanje, ki te hitro spravi slabo voljo. Ampak, ko se enkrat vse skupaj, lahko bi rekli, skuha v celoto, se nam prikaže čisto nov svet, neštetih povezav in interakcij, ki vsaj mene spominja na okusno jed. Seveda vas moramo opozoriti, da skuhanih pripravkov iz laboratorija ne jejte, saj boste tako profesorjem in asistentom nakopali kar nekaj skrbi in dela. Mene pa bodo potem grdo gledali. Vsem želim uspešno opravljanje mature in upam, da se oktobra vidimo na pozdravu brucem. Vabim vas, da se tudi vi podate na to pot in da biologijo odkrijete na svoj edinstven način. Se vidimo oktobra. Ok, no, dragi dijaki, evo, pa ste doživeli svojo prvo biološko avanturo z nami, bi lahko rekel, ne? Upam, da vam je bil ta naš filmček všeč in da ste vsaj malo začutili utrip našega oddelka, čeprav tako v oddaljeni virtualni obliki, ne? In verjetno ste videli, da je pri nas res v naši hiši, na vsakem hodniku, za vsakimi vrati, kup enih zanimivih stvari, ki samo čakajo na vas, da jih začnete raziskovati. Tako da, zdaj smo s tem našim formalnim delom zaključili. In pozivamo res vas, da nas vprašate vse, kar vas še zanima, kar niste izvedeli, sigurno imate še kup enih vprašanj, zdaj smo tukaj za vas, tako da res kar pogumno vprašajte, napišite v chat in mi bomo vam odgovorili po svojih najboljših močeh. In evo, prvo vprašanje je že tukaj. Kolegico zanima specifično zoologija, predvsem zoologija sesalcev, ki je lahko po končanem študiju biologije pravzaprav nadgradila zoologijo. Zdaj vas moram pa jaz po moje unmutati, ker sem vas prej med videom vse. Imaš 7 diferencialnih, greš na divno znanost, nimaš diferencialnih in če greš v tujini, diferencialnih. Če jih mutaj spet, pa še javlja. Ok, mene veseli, da vsi želite sodelovati, smo ful veseli, se bomo pogovarjali z vami cel popoldne, ampak dajmo samo po vrsti, no. Najprej mogoče samo to prvo vprašanje, potem pa kar vprašajte vse tisto, kar ste zdaj želeli spraševati. Se pravi zoologija, ja, ne vem, bom dal besedo Tinki mogoče, ali pa komorkoli, mislim, ali jaz odgovorim. Videla s Tinka sva sicer z botanike, tako da mogoče Eva bo Anastasija odgovorila. Ki je biokemik. Zdaj, na to vprašanje seveda bi vas jaz usmerila prvo na magistrski študij ekologije in biodiverziteta, kjer boste lahko nadgradili vaše znanje iz zoologije. Poleg tega boste imeli več možnosti za raziskovalno delo, kar pomeni, da cel semester na magistrskem študiju se boste ukvarjali z raziskovalnim delom oziroma z izdelavo vaše magistrske naloge. Torej, to bo v bistvu ta čas, ko se boste vi bolj specifično oziroma se boste osredotočili in nadgradili to področje, ki vas zanima. Med študijem biologije je pa seveda možnost, da se raziskovalno vključite v določeno skupino ali pa da izberete kak izbiran predmet, mogoče projektno delo, ki v bistvu pomeni, da opravljate neko raziskovalno nalogo na določeni katedri. To bi bilo to, po moje. To je to, ja. Jaz bi sam opozoril, ker je že v prvi skupini to vprašanje, torej zoologija pa zootehnika ni isto, ne? Zoologija je veda o živalih in je v bistvu področje biologije, ki ga pač v Sloveniji ne morete kot tazga študirati, torej ni študija zoologije, je študij biologije in znotraj študija biologije slišite tudi veliko vsebin zoologije, medtem ko program zootehnika, ki je tudi na biotehniški fakulteti, je pa v bistvu kmetijska veda, ki gre v bistvu znanost o živalih in sicer o tem, kako pridelati in predelati hrano živalskega izvora predvsem, ne. Ja, ok, gremo kar naprej, ok, da tudi zanima živali, predvsem eksotika. Ja, no, pač o eksotičnih živalih... Aha, se pravičujem, Jure. O eksotičnih živalih mogoče ičkan manj, vsaj v tem obveznem delu slišite, imate pa kup nekih izbirnih predmetov, s katerimi lahko nadgradite znanje o tistih specifičnih organizmih, ne, se pravi, tekom študija imate večinoma
obvezne predmete, en del predmetnika so pa tudi izbirni predmeti. V vsakem letniku lahko zberete 1, 2 ali pa 3 izbirne predmete, odvisno od tega, koliko kreditnih točk imajo. In seveda, če ste bolj zoološko naravnani, lahko zbirate izbirne predmete z področja zoologije, če vas zanimajo bolj rastline, z področja rastlin, lahko pa izbirate tudi izbirne predmete iz drugih fakultet in celo iz drugih univerz. Zdaj, če vas predvsem egzotika zanima, potem je sigurno ekskurzija, ki jo organiziramo tle na oddelku v Kostariki, ta prava izbira za vas, ker boste tamle imeli veliko stika z egzotiko. Ok, zdaj pa tukaj je par vprašanj v zvezi... Vid si hotel kaj povedati? Ja, lahko samo povem, da jaz sem bil na tej ekskurziji v Kostariko, to je res ful fajn stvar. Zdaj upamo, da se bo dal izvesti, ponovno je bila na 2 leti in res pač izkušnja življenja, tako da se srečaš tam z marsikaj. Evo, iz prve roke. No, zdaj pa par vprašanj v zvezi z omejitvijo maturo, tako da predajam besedo Tinki, ki vam bo te zadeve povedala. Se pravi, tle je vprašanje, kakšna je omejitev število točk za vstop na biologijo. Moram reči, da ne vem, to je odvisno prijav, ne? Ja, sem gledal okolo 80. Je na biologiji. Okolo 80. Aha, ja, točno. Ja, tam okrog 80 točk vsako leto, plus minus kakšna točka. Odvisno, koliko boste uspešni na maturi, ne? Sami boste ta prag določili. Zadosti je en naravosloven predmet, če jaz to razumem, ne? Se pravi biologija ali kako je že? En naravoslovni, biologija, kemija, fizika, biotehnologija. En uspeh se gleda pri enem od teh predmetov, če je omejitev vpisa. Tako da to je to, drugače pa splošna matura. Možnost zaposlitve v laboratorijih v zdravstvu, ja, jemljajo tudi naše, jemljajo naše študente, ni problem. Zdaj, tole bom potem prepustila izmenjave, ne, ostalim. Ali je možno po zaključeni prvi stopnji biologije nadaljevati študij na biotehnologiji ali mikrobiologiji? Ja, možno je. V bistvu se pogleda, kako je s temi premostitvenimi programi. Včasih ni nobene omejitve, včasih se ne dela dodatnih teh premostitvenega programa, včasih odvisno od tega, na kaj hočemo iti. Zdaj konkretno za biotehnologijo in mikrobiologijo, to smo že prej odgovarjali zjutraj, ampak sem že pozabila v tem času. Bom pogledala, se pravi Mikrobiologijo greš lahko direktno, biotehnologijo pa rabaš, se mi zdi, da en predmet ali biotehnologija gliv ali biotehnologija živali ali nekaj takega. Tako da sam za biotehnologijo na mikrobiologijo greš lahko direktno. Ja, za vse te zadeve med prehodi velja. Bolj, ko greste iz splošne smeri, ne bolj specializirano, lažje, medtem ko obratno je teže. Torej, iz prvostopenjskega študija biologije greste lahko na večino teh programov brez diferencialnih izpitov, na mikrobiologijo brez izpitov, na biotehnologijo rabite en diferencialni, kot je Vid rekel, ali biotehnologija rastlin, biotehnologija živali ali pa biotehnologija mikroorganizmov, ki ga pa lahko tudi naredite tekom študija kot izbirni predmet in niti ne rabite potem plačevati kot diferencialni. Medtem ko obratno ne gre, ne? Če greste na prvo stopnjo, to je ta tabela, ki zdaj kaže Tinka. A jo kažem? Sem jo nehala kazati. Če greste na prvi stopnji, dokončate študij mikrobiologije ali pa biotehnologije, pa želite potem recimo na nek magistrski program molekulska biologija, rabite narediti nekaj diferencialnih izpitov, to pa zato, ker sta pač programa biotehnologija in mikrobiologija malo bolj specializirana in tam res slišite zelo malo teh vsebin z področja rastlin in živali in to morate potem nekako nadoknaditi. Ja, tako je, tle biologija, se pravi agronomija je direkten prehod, ekologija, diverziteta isto, ekonomika, hortikultura, mikrobiologija direkten prehod brez premostitvenega programa in molekulska funkcionalna, dobro, itak. Kaj smo še hoteli pogledati? Znanost o živalih, to je tle je veliko za narediti, ne? Iz biologije. Zdaj, če ste pa prej nekje drugje, pa tudi se pač pogleda. Se ta tabela načeloma je na spletu ali pa bo na spletu, ne vem. Tako da to je to, ja. Ok.
Zdaj imamo tudi vprašanje o izmenjavah, tako da ne vem, mogoče dam besedo Vido pa Anastasija, ali pa kdorkoli bo to. Ja, izmenjave so seveda možne tekom študija biologije. In sicer imamo profesorja, ki je koordinator za izmenjave. Z profesorjem se dogovarjate, pogledate razpise, vas usmerja, vam pomaga pri izbiru univerze, pri izbiru predmetov in tako naprej. V začetku vsakega leta, na začetku leta imate tudi predstavitev o Erasmus programu, kjer dobite natančne in bolj podrobne informacije. Tako da kar dobro ta zadeva funkcionira na našem oddelku. Kam se študenti najpogosteje odpravijo? To pa ne bi vedela, ampak mislim, da kar veliko grejo na Švedskem, Nemčija seveda, tako da mislim, da so te top 2 države, v katere se naši študenti odpravijo, seveda pa imate veliko možnosti in izberete sami in državo, in univerzo, in pač študij, seveda, če pač ima naša univerza sklopljeno pogodbo s to univerzo, kamor hočete iti. Ampak ta zadeva res precej dobro funkcionira in dobite podrobne informacije, ko se vpišete na oddelku ter ustrezno pomoč. Ok. Poleg biotehnologijo, mikrobiologijo smo. Morsko. Kaj se da študirati morsko? Ja, Tinka, boš ti se to že Ja, žal ne pri nas. Mi imamo sicer na drugi stopnji predmet ekologija morja, ki se gre tudi na terenske in tako. Ampak, če pa pridete študirati biologijo, lahko navežete stik s morsko biološko postajo, lahko tam potem tudi kasneje magistrsko nalogo delate ali ne vem, mogoče bi se celo dali tudi kakšno projektno delo vpisati kot izbirni predmet, kaj takega. Drugače, da bi imeli pa prav študij morske biologije, tega pa žal ni. So tudi študenti biologije, ki so že navezali stik z morsko biološko postajo, ki grejo občasno, ne sodelujejo pri kakih raziskavah ali delajo preko študenta, tako da seveda je možnost se bolj nadgraditi to znanje ali pa se bolj osredotočiti na to področje. Mislim, da je tudi ta... Ja? Drugače se pa mi pa zdi, da veliko študentov pride k nam na biologijo, mislim, veliko študentov, ki jih zanima morska biologija, pride k nam pač naredijo biologijo, morajo pa na drugi stopnji študirati morsko biologijo v kakšno tujo državo, ki je pač tole malo boljšno. Pa podobno se mi zdi, da izmenjave sicer na prvi stopnji se mi zdi, da jih je malo manj, večinoma zaradi tega, ker pač je velikokrat tako, da tudi univerze prve stopnje večinoma nimajo v angleščini, so večinoma predmeti v njihovem jeziku in je pol že ta jezikovna pregrada, tako da v prvi stopnji se pa veliko študentov odloči za prakso, tako mogoče v absolventu, jih pa v drugi stopnji veliko v tujina. Ok, tem smo v bistvu že navezali na naslednje vprašanje, ki ga vam sam malo obrnil, se pravi, študij v tujini, magistrski, kakšno podlago dobijo študenti. Tukaj so že omenili, seveda z dokončanim študijem prve stopnje na našem oddelku, se pravi, to je mednarodno akreditiran program, ki vam v bistvu odpira vrata v svet na katerokoli univerza na drugostopenjskem študiju, se pravi, glede tega ni težav. Kar se tiče pa prvega dela, se pravi, koliko časa ti študij pobere, to pa mogoče predam besedo Vidu spet, pa bo iz prve roke povedal. Mislim, jaz ne vem točno, kako poteka vzporedni študij, pa kako bi pol, če tudi drug študij vzel časa, ampak jaz bi rekel, da težko, da bi probal 2 polna. So pač ure čez dan, mislim, večinoma so dopoldansko dnevu, ampak se včasih tudi zavlečejo pač kasneje. In takole, če ima samo biologijo, pač meni je idealno, imamo pač tih prav faksa, pa imaš pač še zase, ampak se vseeno naberejo obveznosti sploh v izpitnih obdobjih ali pa, ko so kakšne seminarske tereni in podobno, da se mi zdi, da je bilo malo težko še en študij vzporedno. Ste pa dosti odločajo za vzporedni študij na drugi stopnji, popularno je to, da biološko izobraževanje pa
ekologija, se mi zdi, da sem poznam eno, kaj tam se tudi profesori tam poznajo in se pol tam dobro uskladi, če je slučajno to zanima, ampak na prvi stopnji bi pa rekel, da bi mečkam preveč dela, da bi 2 študija imel. Ja, kot je že Vid odgovoril, na prvi stopnji res je to nekaj novega za vas, ne dajte si izbrati študij, ki vas zanima, samo posvetite 100%, potem na drugi stopnji pa ta usporedni študij, ker mislim, pa kar nekaj ljudi zloča. Ne, gledam če. Kaj? Jaz se ne šume slišam. A tu je tam, so biotehniške. Ta je biologija, jutri sem bila pa na mikrobiologiji. To vse utišal. Ok, očitno ne gre utišati. Ampak ja, skratka, na drugi stopnji je pa usporedni študij kar bolj pogosto lažje, ker se že navadite tega sistema fakultete, spoznate osebje, bolj ste v tem utečeni. Tudi jaz recimo osebno sem na drugi stopnji 2 magistrska študija študiral molekulsko in funkcionalno biologijo in biološko izobraževanje, tako da se vse da, če ste pridni, če se zavzamete, ampak seveda zahteva to od vas malo več napora pa truda, ne. Ok, pa gremo naprej. Kako pa če želiš nadgraditi tudi v tujini, imate kakšne izkušnje do svojih študentov, kam so šli in kaj točno potrebuješ za nadgradnjo v tujini? Priznam, da ne razumem čist, kakšno nadgradnjo ste s tem mislili, mislim, v smislu česa nadgradnjo. Je to mišljeno bilo kot magistrski študij, tako kot smo že odgovorili. Mogoče tisti, ki je zastavil vprašanje, lahko. Skratka, ja, lahko greste na katerikoli magistrski študij v tujino, kjer je pa pogoj prva stopnja biologije, ne. Ali je kaj prednosti, da imaš 2 naravoslovna predmeta po pikah? Prednosti ni, ne, v bistvu je vse, vi rabite en naravoslovni predmet, če imate 2, sem še seveda v tisto kvoto 20% per izbranem predmetu šteje boljši, ne, tako da edini z tega vidika je mogoče dober, če obvladate 2 naravoslovne predmeta, da izberete 2, pa sem šteje boljši, če ne pa načeloma imajo vse en. Se študenti odločajo za usporedni študij, tako je z usklajevanjem urnikom, no to smo v bistvu že odgovorili, da je na prvi stopnji to kar precej težko, ne. Zanima me vaše mnenje o nadgradnji biologije, magistrski študij na področju zoologije. Kako je z zaposlitvijo v bližnjih državah oziroma Evropi? Mogoče kdo drug odgovoril, ali? Ja, to smo v bistvu že povedali. Torej, lahko nadaljujete na magistrski študij, tukaj na naši fakulteti in se osredotočite na področju zoologije preko izdelave magistrske naloge ali pa drugih projektnih nalog. Kako je z zaposlitvijo v bližnjih državah oziroma v Evropi? Tukaj težko rečem, ampak seveda je možno, dokler se seveda najdete ta pravi razpis, ste tam kot bi rekli, v tem pravem času. Tako da poznamo biologe, poznamo ljudi, ki so se zaposlili v Evropi, predvsem gre za raziskovalce, ki delajo v različne raziskovalne skupine, tako da bi rekli, da je seveda možno, če se seveda trudite v smislu, da imate dober CV, da imate neke dobre rezultate. Ok, ali se ob koncu prvostopenjskega študija biologije piše diplomska naloga? Odgovor je ne. Študij prve stopnje zaključite z zadnjim izpitom in pridobite naziv diplomiran biolog. Tako da na prvostopenjskem študiju nimate diplomske, seveda imate pa potem na magistrskem študiju, ker večina študentov nadaljuje študij tudi na magistrski stopnji, ker se veste, da po bolonjskem sistemu zdajšnja diploma ni enaka tisti prejšnji, in ste v bistvu zdaj šele z magistrskim nazivom dosežete 7. stopnjo izobrazbe. Koliko predmetov se cca lahko opravi s kolokviji oziroma izpiti? No, to pa mogoče kar Tinka iz prve roke razložila, ker je to mogoče malo drugače. Ja, zdaj ta izraz kolokvij se na različnih faksih različno uporablja. Pri nas rečemo recimo z delnimi izpiti, da izpit narediš z delnimi izpiti. Kolokvij je pa izraz, ki ga uporabljamo za preverjanje znanja na vajah.
Tako da zdaj, to je verjetno bilo vprašanje, koliko izpitov lahko po delih upravljaš? Ja. Kdo se to še kaj Vid? Ti to veš, a? Večinoma je tako približno 2-3 predmeti oziroma 3 izpiti na semester. Imamo še to prednost pred drugimi faksi, da imamo še en teden vmesnega preverjanja znanja, tako da v bistvu semester je narejen iz 2 blokov in vmes imamo en teden, kjer ni predavanj in je čas za te izpite, ki jih dajo ponovati, tako da je ene tam 2-3 na semester. Ker je v bistvu kar veliko, ker imate na semestru poprečno 5 predmetov, tako da pač to je mislim. Kaj moraš dodatno storiti, da postaneš profesor biologije na gimnaziji? Torej, če želite biti profesor biologije na gimnaziji, je najlažje, da pač dokončate dodiplomski študij biologije in se vpišete na magistrski študij biološko izobraževanje, ki je v bistvu edini študijski program v Sloveniji, ki vam daje licenco za poučevanje na gimnazijah. In seveda tudi na teh nižjih stopnjah izobraževanja, torej v osnovnih šolah in srednjih šolah. Malo, da jaz pa tudi tišam se. Tako. Skratka, to je mogoče tista razlika s pedagoško, tisti, ki se mogoče sprašujete, kaj pa tisto na pedagoški. Tudi pedagoška fakulteta vam daje licenco za učenje, tam imate te študijske programe biologija z nečem, torej biologija gospodinjstva, biologija kemija, ampak z dokončano pedagoško fakulteto lahko poučujete samo v osnovnih šolah in pa srednjih strokovnih šolah. Če želite na gimnaziji, morate narediti ta naš program in tudi recimo študenti pedagoške fakultete, ki bi želeli učiti na gimnazijah, morajo narediti ta naš program. Ok, da sem pa malo skril tale chat, samo. Hvala za odgovor. Zanima me še, kako zelo zahtevna je kemija. Tukaj lahko Vid odgovori. Kemija je tako pač samo po sebi ni toliko zahtevna, ocenil bi, da je približno tako, kot na maturitetnem nivoju kemije, tako da zelo fajn pride, če imate neko že predznanje, ampak se pa pokaže, da dosti problemov dela našim študentom prav tele predmeti, ki pač niso biologija, torej matematika, kemija, fizika, ampak se mi zdi, da to je bolj na tem, da pač si prišel na faks v pričakovanju, da boš samo biologijo, ampak pol te že v prvem bloku čakajo tele nebiološki predmeti, ampak tako je nažalost, oziroma saj so pač nujni za razumevanje, pač je vseh naravoslovnih, tudi če bi šli na biotehnologijo, mikrobiologijo, kemijo, imajo tudi oni podoben. Tako da dela je nekaj težav, ampak ni zelo hudo. So v bistvu dejansko najbolj prav pridejo tele učbeniki še iz srednje šole za maturo, tako da približno na takem nivoju. Ja, sej manjka še vprašanje oziroma sej v nadaljevanju, kako je pa matematiko in fiziko, podobno kot kemijo, torej tukaj gre, kjerkoli študij boste opisali, ali biologijo, biotehnologijo, ali medicino, farmacijo, na vseh naravoslovnih študijih imate te osnovne kurze matematike, fizike, kemije. Tukaj gre res bolj za ponovitev gimnazijske snovi, z malo nadgradnje, tako da v bistvu vsi smo dali to čez in tudi vi boste, ni to nič groznega. Kako je s prehodom iz biologije prva stopnja do druga stopnja? No, to je tista tabela, ki jo bo Tinka zdaj spet pokazala, to pa res ne vem na pamet. Evo. Čeprav, ja, jaz slabo vidim. Za prehod na gozdarstvo morate opraviti diferencialne 15 kreditov, torej to je 1, 2, 3, 4, tele 4 predmete, ki tukaj piše, Tako da v bistvu 4 diferencialne izpite morate narediti, če bi želeli iz biologije na gozdarstvo. Če me zanima genetika, bi bila boljša odločitev za študij biotehnologije ali biologije na prvi stopnji? Ja, tukaj bom jaz odgovorila, zaradi tega, ker jaz sem imela identično vprašanje, ko sem se jaz vpisovala na biotehniško fakulteto in to je bila pač ta moja dilema, kam zdaj, ali grem na biologijo ali biotehnologijo. Na biologiji dobita
oziroma pač dobite osnove iz genetike. In hkrati, recimo, ko sem jaz študentka, sem kar veliko delala na študentskih projektih na katedri za genetiko. Tako da to je ena od možnosti. Največja prednost biologije nad biotehnologijo je pa ta, da potem greste direktno na magistrski študij molekularna biologija in molekularna in funkcionalna biologija. Če boste vpisali biotehnologijo, potem boste imeli pač, boste morali narediti še določenih izpitov, koliko smo rekli, 3? Še 3 diferencialne izpite, ja. 3 diferencialne izpite, ki so kar obsežni, kar bi v bistvu, z drugimi besedami bi lahko to rekli, da bi rabili še eno dodatno leto, da opravite vse te izpite, da lahko potem pridete na magistrski program molekularna in funkcionalna biologija. Molekularna biologija je pa res program, kjer pač se poglobite v genetiki, v biokemiji, molekularni biologiji, delate veliko tudi pač raziskovalnih nalog, tako da bi jaz seveda rekla biologija, jaz sem se tako odločila in ni bilo žal. Ok, v redu, tole matematiko in fiziko smo že odgovorili. Če želite zoologijo nadgraditi v tujini, kakšne so možnosti za vpis v tamkajšnje univerze z zoologijo? Ja, zoologija, zoologija je pač na nekaterih univerzah poseben študijski program, ampak zato pač mi ne vemo, oziroma morate pač pogledati na spletne strani teh tujih univerz. Če pač zahtevajo samo dokončan dodiplomski študijski program biologije, potem se lahko na vse te univerze vpišete z našim študijem biologije. Če pa zahtevajo, ne vem, kakšne dodatne izpite ali pa teste znanja, potem pa to ima vsaka univerza drugačne, tako da to vam res ne znamo odgovoriti, morate pogledati na tisti spletni strani te tuje univerze. Ne? Ali je fizika v vseh letnikih? Ne, fizika kot predmet je pač samo v prvem letniku, ampak malo fizika morate tudi poznati, če pa v kakšnem višjem letniku, ko pridejo predmeti, kot so, ne vem, biokemija, fiziologije, kjer je tudi malo teh fizikalnih zadev, ne. Ok, imamo še kakšno vprašanje? Saj se lahko tudi oglasite, imamo radi, če se oglasite, samo ne vsi hkrati, da se slišimo. Nimamo vprašanj? Mogoče lahko jaz samo to povem, da ko je vprašanje bilo, ali je fizika v vseh letnikih, pa tak, ena možnost je, da tudi malo urnike pogledate, ne? Pa še nekaj, če vas vsebine zanimajo, tako da bi res hoteli bolj konkretne odgovore. Mi imamo zdaj na ta novi spletni strani od Biotehniške fakultete, če kliknete na predmet, dobite učni načrt, oziroma pač nek tak izvleček iz učnega načrta, tiste glavne stvari, ampak tam lahko vidite vsebino. In isto velja za matematiko, fiziko, recimo splošno kemijo, če vas skrbi, recimo, koliko je to hudo, ne, lahko pogledate vsebine, pa boste takoj rekli, ja, saj to smo najbrž že, ne, ali boste pa rekli, ta predmet je zanimiv. Tudi recimo, ko boste se odločali o izbirnih predmetih, pa tak, enako velja, ne, klikneš gor, to zdaj od letos, od novega leta, ne, ko imamo tu novo spletno učilnico, je povezava narejena s evidenco študijskih programov. In to je super, no? Tako da. Evo, vidiš nova vprašanja. Ali je več možnosti za zaposlitev v biologiji ali biotehnologiji? Evo, to vprašanje pa obožujem in vam bom kar odgovarjal, ker lejte, jaz vedno vsem dijakom, študentom, vsakem, ki me vpraša, rečem takole. Delodajalci redko kdaj iščemo biologa, iščemo biotehnologa, iščemo mikrobiologa. Za povprečnega direktorja ene firme je to vse, ker niti ne poznajo razlike, ponovad, ne, žal. Ponovad iščejo naravoslovca s takšno pa takšno stopnjo, ne vem, magistrsko stopnjo, z znanjem laboratorijskega dela ali pa izkušnjami z ne vem čim, ker diploma ali pa magistrska naloga sama po sebi, to je pač pot z papirja, lahko si ga date na steno, lahko ga vsak dan za lahko noč polupčkate, ne, pa se zahvalite, da ste magistrirali, ampak vam sama po sebi ne bo nič koristila, če ne boste vi, tako so že vsi pred mano danes omenili, tekom študija bili aktivni, šli kamer ni treba, se pogovarjali, družili s profesorji, asistenti, študenti, v redu, zdaj korona se malo težje, ampak ko boste vi prišli, verjetno ne bo več, ne. Skratka, da ste aktivni, da se obštudijsko udejstvujete, ker to vam bo res pol odprlo vrata v svet in boste sigurno našli zaposlitev, pa ali boste biolog ali pa biotehnolog, ne.
Kako pa je z okvirnimi stroški, tudi študija oprema za delo v laboratoriju in terenu? Evo, predajam ti besedo, ali jaz govorim? Jaz pa moram reči, da ne vem. Ja. Lara bi to vedela. Ja, študij v Sloveniji je načeloma brezplačen. Se pravi, vi študirate zastonj, ker drugače študijski program stane tam 10.000 evrov na leto, ne? Ampak vam to plača država. Tisto, kar pa plačate, so pa vpisni stroški. In vpisni stroški sami po sebi so cirka 30 evrov na leto, potem pa še se posebej zaračunajo stroški terenskih vaj, torej avtobusni prevozi in te zadeve. Te stroški so pa pač najvišji v drugem letniku, v tretjem letniku, ko imate največ terenskega dela, ampak načeloma ne presegajo tam, mislim, da 200 evrov, no, 250, nekako tako. Oprema za delo v laboratoriju in terenu je pa tako, ne. Za na teren pač pridete terensko oblečen, predpostavljamo, da imate hlače, majico, obleko. Kar se tiče pa dela v laboratoriju, pa dobite v bistvu, je naša fakulteta vam študentski svet vsem študentom prvega letnika zastonj omogoči brezplačno haljo, tako če se boste vpisali k nam, sam spremljite maile in dobite tekom poletja, potem, ko ste že vpisani, ne, anketo in izpolnite svoje ime, priimek, velikost in dobite brezplačno haljo biotehniške fakultete, ki so še lepe, tako lepo potiskane z vsemi temi logoti. Tako da to opremo boste pa imeli, tako da boste 100% pripravljeni za delo v laboratoriju. Tukaj lahko omenim, da imamo še v društvu študentov biologov, študentov biologije, še opremo tako nakupljeno ali za namen, da jo damo za izposojo študentom. Tako da tudi, če se boste kdaj odločili za kakšne tele samostojne terene, da bi sami hoteli kaj raziskati, imamo tudi tukaj... A sem bil umitan? Ne, jaz sem te po nesreči. Imamo pač tudi v društvu to opremo. Ja, to. Ok. Kakšno povprečje pa moraš imeti, da lahko greš v molekulske in funkcionalne biologije? Verjetno so omejitve visoke, omejitev od 30 mest. Ja, molekulska in funkcionalna biologija ima vsako leto omejitev, ponovadi ta omejitev tam okrog 7,9, 8, tako da morate imeti kar dobro, ne, povprečje, zato se res, no, Anastasija, se to si ti razlaga, lahko zdaj poveš še enkrat. Ja, vsako leto se spreminja, v odvisnosti od tega, koliko študentov se prijavi in kakšno je povprečje. Recimo, lansko leto je bila omejitev 8,2. Mogli ste imeti nad 8,2, da lahko se vpišete na molekulsko biologijo. Ampak ne glede na to, kateri program boste izbrali, je seveda pomembno, da imate čim boljše povprečje. Ki se mogoče ne zavedamo, ko smo študenti, potem pa se moramo vpisati na magistrski študij, ali pa hočemo aplicirati za kakšno štipendijo in potem takrat se spomnimo, da ja, smo se mogli malo bolj potruditi za povprečje. Ok, evo naslednje vprašanje. Za delo v zavarovanih območjih, Triglavski narodni park, primernejši študij biologije ali geografije? Evo, to je direktno vprašanje za Tinko. Gleda biologija. Moram reči, da pač poznam biologe, ki so zaposleni v parkih, krajinskih parkih, pa tako v TNP-ju, ne. Se pravi, vem, da so tam biologi. Vem pa, ali so tam geografi in kaj je potem njihovo točno delo, ne. Tako da, ja, imam pa kolega tudi TNP-ju, ki so biologi naši, no. Ne vem, če lahko boljš odgovorim. Vsekakor biolog zelo dobro razume, kaj se tam dogaja, ne. In tudi mi smo terenci, mislim, sploh ta biologija prva stopnja je zelo, zelo terensko organiziran študij, ne. Veliko imamo tega, tako da načeloma ne bi bili zato, mislim, so naši diplomanti za to usposobljeni, da delajo, da lahko se s temi nalogami delovnimi soočajo v parkih. Ali je študij razdeljen po več stavbah in lokacijah, tam doma v bližini rodite in vem, da so tam nekaj v zvezi z BF, tja hodijo študenti biologije. Ja, to tudi v Domžalah se dogaja nekaj v zvezi z BF, ker biotehniška fakulteta bi lahko rekli lokacijsko in tako stavbe, eno največja fakulteta v Ljubljani, smo razdrobljeni res po celem mestu, skoraj pa še po celi Sloveniji. In ja, v Domžalah na Rodici se nahaja oddelek za zootehniko. Študenti biologije tam nimajo ničesar, razen če ne izberejo tam izbirnih predmetov. Torej na zootehniki so študenti zootehnike, študenti
biotehnologije, mikrobiologije imajo tam vaje, zato ker pač biotehnologija in mikrobiologija nista oddelka, nimajo svoje hiše. Medtem ko študenti biologije so pa res ves čas lociran tukaj na biologiji, razen v prvem letniku, ki imate matematiko pa fiziko, to imate na fakulteti za matematiko in fiziko, in pa kemijo imate pa na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, ki je pa itak zdaj par let nazaj tukaj k nam prišla delati družbo čez Glinščico, ne, tako da imate v bistvu sprehod čez most, pa ste na kemiji. Slišala sem, da se lahko tudi specializiraš na inštitutu za zoologijo. Kako je točno s tem, je kakšen študent pri vas imel te izkušnje? Inštitut za zoologijo v Sloveniji ne obstaja, Tinka, ne? Tako da jaz ne vem, kaj. Ne, mogoče je šlo za kakšno bolj zootehnično, za ne vem, znanost o živalih, kaj je to ta drug master študij. Obstaja inštitut za biologijo, ne nacionalni inštitut za biologijo, to je v bistvu v isti stavbi, kot smo mi, ampak to je nacionalni inštitut za biologijo. Inštitut za zoologijo pa vsaj v Sloveniji ne obstaja, ne. Imajo inštitute tudi na zootehniki, ampak ste prav, to so pač inštituti zootehniški, kmetijski, niso zoološki. Imamo pa odlično katedro za zoologijo. To pa moram dodati, ste videli, super je, on je res ogromna katedra in vse mogoče delajo, tako da inštitut pa ne vem. Zanima zoologija, sigurno pa nas uklet tam zoologija je največja katedra, tako da pa sigurno veliko lahko slišali. Omenjali ste dostop do živalskega vrta, a je s tem študijem možna tudi zaposlitev? A to mislite v živalskem vrtu, ne, najbrž? Ja. Tako je, ne, zdaj za v živalskem vrtu v Sloveniji imamo samo en živalski vrt in biologa tam v bistvu rabijo enega ali pa dva, to so torej tej strokovni vodje, ne. V bistvu morate vedeti, da tej oskrbniki živali v živalskih vrtih, to pač, mislim, saj super, ne, saj ste lahko oskrbnik, ampak zato niti ne rabite biti biolog, ker tam se zahteva ponovadi srednješolska izobrazba, ne, tako da to pač, ja, rabijo tudi živalski vrti biologe, ampak se pravim, to so pač mesta strokovnih vodij pa pedagoških vodij, ne. Mislim, da imajo trenutno 2-3 biologinje tam zaposlene. Vsekakor pa delajo naši študenti prek študenta zelo veliko v živalskem vrtu, pa tudi, sploh pa pedagoški, ne, te bizavci, se pravi, iz biološkega izobraževanja tudi zelo z njimi sodelujejo. Je pa tako, ne, so biologi, recimo, ki imajo neke svoje, mislim, vsaj ne par jih poznam, ki imajo svoje te minizuje, pa tak, ne, in tudi pol tu ponujajo. Tudi se da, no, sam zdaj, da bi pa prav rekli, da živalski vrt naš zelo veliko rabi biologov, pa ne, ne. Ok, imamo še kakšno vprašanje? Se bo še tukaj užival glasom, nam bo takaj povedal. Aha. Ti izkušnje prostovoljnega dela v afriškem rezervatu, kakorkoli koristijo pri opisu, ali sem na biologijo ali kasneje za magistrski. Ne, pač žal formalno ne, ne. Saj ste videli opisne pogoje, ki vam je kazala Tinka, pač šteje matura, šteje uspeh v srednji šoli, tudi za magistrski študij vam šteje samo povprečje na dodiplomskem. Tudi formalno sigurno ne, neformalno pa sigurno šteje vsake izkušnje precej in potem za zaposlitev pa tako, ne. Ok, imamo še kakšno vprašanje? Ne? Ok, če je to, potem se vam jaz zahvaljujem za obisk, upam, da smo vas navdušili, upam, da se vidimo 1. oktobra, dejansko vidimo v živo, ne? Pa vam želim še lep popoldne, pa srečno v srednji šoli na maturi, pa se vidimo na biologiji.